teh ljudi so člani stranke Socialni demokrati. Vidni člani, funkcionarji, člani organov na državni ravni, ljudje, ki so podpisovali, da se nekoga ubije. Ob tem so padale tudi družine, mladoletni otroci. In te stvari raziskuje tuje pravosodje, ne. Slovensko pa očitno ti indični krogi nič ne zanimajo. No in potem imamo še za kakšnih 8 milijard evrov indičnih krogov v slovenskem bančnem sistemu. Kakšnih 8 milijard evrov je bilo iz slovenskih državnih bank izropanih v času od leta 1997, ko smo slovenski davkoplačevalci prvič sanirali slovenske banke. Pa že takrat je bilo okrog 4 milijarde izropanih in nihče ni odgovarjal. A je mogoče zaradi ne indičnih krogov, ampak dokazov, ker pod vsakim takšnim kreditom je nek podpis, kakšen od teh ropar je obsojen. Ne poznate kakšen proces za nekaj milijard v zvezi s tem? Pa ne gre samo za indice, gre za dokaze, ki ležijo povsod. Ni se treba sklicevati na indice. Torej, kar se sodbe tiče, je treba razjasniti še nekaj, ne? Sodba, ki je bila izrečena včeraj, je pravnomočna, je legalna, se pravi, je bila, do nje smo prišli po nekem postopku, ki je formalno zakonit, kakorkoli bo na koncu padel, in je seveda treba upoštevati, ker za njo stoji prisila zakona. Vendar pa takšne sodbe ni mogoče spoštovati. Že Božja zapoved pravi, spoštuj očeta in mater, ne pravi, spoštuj sodstvo. Razlika je med upoštevanjem in spoštovanjem, zato bi tistega, ki te razlike ne pozna, napotil na kakšno literaturo, kjer je mogoče ta razlika jasno opisana, recimo Orwellova knjiga 1984. Eno je upoštevanje, drugo je spoštovanje. Tudi ko gre za zlorabo te besede in se govori o spoštovanju institucij, to nima nobene zveze z demokracijo. Človek, inštitucija, pa če hočete neko delo, predmet, si mora spoštovanje zaslužiti s tem, kar je, s tem, kar dela, svojo kredibilnostjo. Ne morete pa spoštovanja ukazati. Slišali smo veliko zelo približnih izjav v zvezi s tem, kar se tiče napačne uporabe te besede. Torej, ker je treba upoštevati, bodo zoper to sodbo uporabljena vsa možna pravna sredstva, ne? In ta sodba bo odpravljena, bo padla. Od tistih, ki so mogoče včeraj slavili, jaz pričakujem takrat mogoče kakšno opravičilo. Imamo neko izkušnjo, ki ni prav dobra v smislu tega obeta, ampak o tem nekaj kasneje. Kar se tiče samega spoštovanja institucije, se pravi sodstva kot inštitucije, mislim, da ni nobena skrivnost, da Slovenci sodstva kot institucije ne spoštujemo. Moramo to institucijo upoštevati, ker smo sicer dodatno kaznovani, jo pa ne spoštujemo. Tukaj imate za mano graf kredibilne institucije Eurobarometra, ki je izmeril zaupanje, to bi lahko tudi povezali s spoštovanjem, ljudi v sodne sisteme posameznih držav članic Evropske unije in Slovenije na zadnjem mestu. 24% Slovencev zaupa slovenskemu sodstvu. In velika večina, se pravi več kot 75%, tega sodstva ne spoštuje. Tudi jaz ga ne spoštujem in spadam med 3/4 Slovencev, ki deli isti občutek, ne to empirično dokazano. In to je problem. Kaj te sodbe se izrekajo v imenu ljudstva. Tudi na včerajšnji sodbi piše v imenu ljudstva. V imenu katerega ljudstva? V imenu zakona, ok, v imenu ljudstva. Tudi sodbe na dahovskih procesih so bile izrečene v imenu ljudstva. Tudi sodba na tem vojaškem sodišču, ki je padla
bila izrečena v imenu ljudstva. Če govorimo o podpori in legitimnosti institucij, poglejte naslednji graf. Stranka, ki jo jaz vodim, je na zadnjih volitvah dobila za dobra 2% večjo podporo in zaupanje ljudstva kot celotno sodstvo. Pa je na tistih volitvah sodelovalo 14 strank in list, sodstvo je pa eno samo. Nima konkurence, dobro plačani sodniki imajo trajni mandat, so nezamenljivi, njihova podpora je pa manjša, kot je podpora in zaupanje v največjo opozicijsko stranko, oziroma v tem trenutku že največjo stranko v Sloveniji. Stranko z največjo poslansko skupino v Državnem zboru. Torej, to je problem, ki je strukturen, za katerega smo ponujali rešitve že v prejšnjih mandatih, na katerega ne opozarjamo prvič, da ne bo kdo rekel, da opozarjamo na ta problem zdaj ob tem konkretnem primeru. Preberite si naše programske dokumente od zadnjih 4-5 kongresov ali pa iz časov osamosvojitve, ko smo že na nekatere stvari opozarjali. In Slovenija ne bo išla iz krize, dokler ne bo reforme na tem področju. Tukaj je tudi problem, ali pa ta graf je takšen tudi zaradi tega, ker so na vrhu tako sodstva kot tožilstva osebe, ki si ne zaslužijo ne zaupanja, ne spoštovanja. Na vrhu obeh institucij so ljudje, ki so dokazano v prejšnjem totalitarnem režimu kršili človekove pravice. In morajo biti za to odgovarjati, ne pa voditi. Dve ključni veji v sodstvu ali pa tožilstvu, ki je vprašanje, kam spada. Kdo zaupa sodstvu in tožilstvu s takšnimi ljudmi na čelu? Manj kot četrtina ljudi, med njimi je verjetno večina teh, ki je imela od takšnega kršenja človekovih pravic v prejšnjem režimu neposredne koristi. Ker večkrat slišimo, v komunističnem sistemu je bilo boljše, za nekatere je bilo boljše, ker so živeli na račun drugih. In njihova največja travma je, da jim to zdaj v demokraciji ali pa formalni demokraciji ne ratuje vedno, čeprav v veliki meri še vedno, zaradi privilegiranih pokojnin, dodatkov in vsega ostalega, kar so ohranili. In zagotovo bodo ti takim ljudem, ki so jim omogočili življenje na račun življenja drugih, vedno zaupali. Ampak to je manj kot četrtina Slovenk in Slovencev. Kakšna je rešitev za to stanje? Rešitev je samo ena, in Slovenska demokratska stranka je zagovarja skupaj z najmočnejšo politično skupino v Evropi, to je Evropska ljudska stranka, in najmočnejšo politično skupino na svetu, to je Mednarodna demokratska zveza, in ta rešitev je ilustracija. In Slovenija in slovenskem sodstvu bo do tega prišlo. Ker dokler do tega ne bo prišlo, Slovenija ne bo normalna država, in to nenormalnost se bodo slej ko prej ljudje nehali naveličali plačevati, ker se to odraža na računih, na položnicah, na številki brezposelnih, na številki javnega dolga in ostalo. In to slej ko prej rodi posledice. Zdaj, če se vrnem na